zvezde. Lahko biste seznani danes mirnovodaši in slalomisti. Po krajšem premoru, ko so bili bolj v ospredju mladinci, se spet začenjajo večja članska tekmovanja. Kljub vsemu pa naslednji teden veliko tekmovanje čaka še eno mladince in mlajše člane, to bo Evropsko prvenstvo v Nemčiji. Jernej, kdo vse gre tja, kakšni so recimo cilji za mladinsko in 23 ekipo? Ja, praktično grejo dve ekipi, mladinska, 18 let in do 20 let mlajši člani se bodo držili Evropskega prvenstva v Hohenlimburgu v Nemčiji. Računamo na malo boljše rezultate, kot so bili na svetovnem prvenstvu, ker vemo, da pač z eno moštveno medaljo smo se vrnili iz Bratislave, tako da računam, da bojo fantje in punce malo bolj uspešni. Hvala. Takoj za Hohenlimburgom je pa svetovno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah. Kdo gre tja? Ekipa bo malo večja, kot je bila na Evropskem prvenstvu. Ja, tukaj imamo Špelo Ponomarenko in Anjo Osterman, ki bosta nastopali tako kot na Evropskem prvenstvu, tudi v kajaku dvosedu in Špela tudi v enosedu na krajši razdalji. Potem je Jož Zakrajšek, ki bo nastopal na 3 razdaljah, in Vid Debeljak in Max Frančeškin, ki bosta tudi nastopala v K2 čovnu. In pa Farčič. In tako je. Hvala. Zdaj bi kar besedo predala glavnim akterjem svetovnega prvenstva, ki prihaja. Anja, približno en mesec je od Plovdiva minil. Ti še kaj misli vhajajo nazaj na Evropsko prvenstvo? Ne, zdaj smo v cilji nova tekma in sigurno ciljimo na najvišje mesto spet. Zdaj, v tem mesecu ste trenirali v Bohinju. Kaj ste delali, kako je bilo, pogoji so bili v redu? Ja, že pred Evropskim smo trenirali v Bohinju in tudi zdaj. Nekako smo stopnjevali formo, da bomo najboljše pripravljeni na svetovnem in do zdaj gre vse po načrtih. Konkurenca bo v dvojcu precej podobna, kot je bila v Plovdivu. Je še kakšna posadka izven Evrope, recimo, ki bi vama lahko kakšne štrene premešala pri naskoku posem na vrh? Ja, sigurno bojo še kakšne posadke, Novozelandke, pa še kakšne druge države. Mislim, da je glavni cilj premagati Nemke in še kakšne druge, tako da ja. Hvala, Špela. Ti si se iz Bolgarije vrnila z 2 kolajnama, tako da verjetno zdaj pred svetovnim prvenstvom so cilji temu primerno visoki. Cilji so zmeraj visoki. Mi smo naredili vse, kar je bilo v naših močeh. Zdaj nam je ostal še en lažji teden treninga in če bomo pokazali tam na tekmi tisto, kar pokažemo na treningu, in napredek je viden že od Evropskega prvenstva naprej, mislim, da dober rezultat ne sme izostati, ampak tudi konkurenca sigurno ni počivala in tudi one se pripravljajo na svetovno prvenstvo, ki je vsem verjetno glavni cilj sezone. Tako da mi gremo optimistično in upam, da bodo pokazali res tisto, česar so sposobni, in potem bomo zadovoljni. Prizorišče v Račicah že poznaš. So kakšne posebnosti, recimo na nekaterih so kakšne proge boljše kot druge, ker veter moti na Češkem? Načeloma je pri nas proga kot proga. Pomembno je, da slati od točke A do točke B čim hitreje, ampak Račice znajo kdaj zapihati bočni veter, tako da je malo nepravičnosti, ampak zdaj se s tem obremenjevati že vnaprej je brez veze in mislim, da če bomo odpeljali tako, kot znamo, nam tudi to ne bi smelo predstavljati nekega prevelikega problema. Hvala. Stefan, še pogled trenerja, kako si zadovoljen zdaj s tem delom v zadnjem obdobju? To so bili svetovni pokali, po katerih smo imeli počitek, osvežitev in smo začeli pripravljati se za svetovno prvenstvo. Evropsko kot vedno nekje vmes. Že z začetkom dela svetovno smo prišli do male osvežitve, da ne gremo skozi evropsko, ker lih je v tem periodu, ker tako je nezgodno malo. In tako da smo že nastop je bil dober,
Naredili so to, kar smo planirali, dali smo vse od sebe in 200 metrov so bile razlike majhne in tudi pogoji samo na tekmi so bili težki, ker ni čisto prava olimpijska proga, ker nima ogrevalne proge na drugo, nego čisto zraven grejo, tako da malo so ti pogoji bili težki. Po evropskom smo začeli z enom dobrom energijom spet in tako da napredki so in nas veseli še v zadnji teden stisniti še malo in čekujemo svetovno. Hvala. Slalomiste v začetku septembra čakate še 2 tekme svetovnega pokala v Italiji in v Španiji, tako da bomo zdaj še njim malo besedo predali. Petar, včeraj je bilo 1 leto od tvojega uspeha v Riju, si kaj podoživljal? Ja, malo sem, ja. Vse take stvari se je lušen spomniti za nazaj. V bistvu glih včeraj sem bolj ko ne imel cajt za take stvari, ker smo prišli po noči iz priprav v Poju, smo bili 10 dni. In ja, za nazaj se je lušen spomniti, sam kar je bilo, zdaj treba kaj narediti, da bo še naprej tako. In kaj si v Poju delal, da bo še naprej tako? Količino, ne, veslal sem. Čim več sem veslal pač na sami progi, naredil vse treninge, kakor se je dal, kakor smo jih imeli rezervirane. Luka, Urša pa jaz smo pač podaljšali še par dni, tako da jaz mislim, da je bila to pametna odločitev, ker pač so bile tole edine priprave pred svetovnim prvenstvom in tudi vreme nam je služilo, ni bilo toliko vroče, ko je bilo tle. Tako da, ne vem, zaenkrat je bilo vse v redu, no. Mislim, tudi počutim se dobro. Zdaj sem celo veslal s starim čovnom, novega sem doma pustil, tako da so bili še, pač ne vem, star čovn je kot na mamo pravijo. Tako da, ne vem, bom videl, zdaj grem po nov čovn in pol, če ne bo ta nov čovn mi tako odgovarjal, bom veslal s tistim, ki sem lani celo sezono dirkal tudi na olimpijadi. Hvala. Benjamin? Kot sem omenila, sta pred vami še zadnji 2 tekmi svetovnega pokala, trenutno si tretji v skupnem seštevku, malo imaš smole v letošnji sezoni z uvrsticami, ampak kljub vsemu imaš dobro izhodišče pred zadnjima 2 tekmama. Ja, sigurno, pač sem v dobrem položaju, tako da jaz se bom dobro pripravil tudi za zadnja 2 svetovna pokala in upam pač, da v skupnem seštevku dosežem dober rezultat. Sicer mi bo bolj pomembna tekma tista v Seotu v Španiji, ker bojo dvojne pike, ampak vsem bodo pa pač obe 2 tekmi pomembni zame in potem pa itak vrhunec sezone pa svetovno prvenstvo. V enem izmed intervjujev si omenil, da ti ta dolg premor ne ustreza najboljš. Imate pa v koncu avgusta še državno prvenstvo. Bo ta tekma služila recimo kot neko vpeljavo nazaj v tekmovalni ritem? Ja, problem je to 2 meseca, ker sem v bistvu lih padel noter v tistem prvem delu sezone, pa je potem 2 meseca nekako brez tekmovanj, tako da se je treba pač prilagoditi temu programu in se bom probal pač nazaj dobro pripraviti in štartati drugi del sezone, ki bo zame še bolj pomemben kot prvo. Ajda, kaj si ti zdaj kaj počela, kako si se pripravljala na nadaljevanje sezone? Ja, po teh prvih 2 svetovnih pokalih sem pač vzela malo počitka, potem sem pa kar začela spet kredit od začetka, se malo vrnila k osnovam. Mislim, da sem dobro trenirala, tudi časa je bilo veliko, tako da računam, da bom zdaj uspela realizirati še te stvari, ki mi jih do zdaj ni uspelo. Že tudi si kar visoko v skupnem seštevku svetovnega pokala. Kakšne imaš želje, pričakovanja zdaj pred nadaljevanjem sezone? Sam gas. To moram na tekmi pokazati, ker na treningi gre, na tekmi pa zaenkrat še malo bolj tako z rezervo, malo prestrašeno, tako da v bistvu cilj za zadnje 2 tekmi svetovnega pokala je to, da tam pač gas in odpeljem, tako se zagre. Luka, tudi tebi je šlo dobro v prvem delu sezone, v tacnu si še v dvojcu tudi veslal, potem samo C1. V bistvu polfinalne vožnje so bile vedno dobre, v finalu so ti včasih malo zalomali, si kaj delo pa še na tem recimo.
Ja, prvi del sezone v bistvu jaz sam sem bil zadovoljen. No. Res je, da mi finala niso uspevala, ampak se mi zdi, da sem naredil tiste 3 finale, ki sem jih imel, samo eno veliko napako. Ne. To pomeni, da vse ostalo sem bil kar dobro na poti. Tako da žal mi je gvišno kakšnega finala, zato ker pač na primer v Augsburgu sem bil res na dobri poti skoraj do konca, ampak na koncu se ni šlo. Sem pa pole se res dobro spočil po prvem delu, zato ker v bistvu ta prvi del je bil od izbirnih stalno pod napetostjo, stalno smo pritiskali, tako da pole sem se res dobro spočil in začel počasi graditi sezono naprej. No. Za konec sem pustila še tekmovalki, ki sta poskrbeli za stopničke v svetovnem pokalu na zadnji tekmi. Eva, kako je bilo zdaj po zadnji tekmi? Si uspela vzdržati formo, da je bila na svetu? Kaj ste vprašali? Na zadnji tekmi si bila na stopničkah, kako si poskušala vzdržati formo še zdaj za naprej? Ja, čez počitek nekako cilj, da bi vzdrževala formo na takem visokem nivoju. Ja, nažalost se mi je v bistvu malo bolj poklopilo šele na zadnji tekmi, ampak sem nekako zanalizirala in mislim, da vem, v čem je bila težava, da so se mi dogajale napake in na tem zdaj delam, da bi jih odpravila. Hvala. Urša, tudi ti si bila v Nemčiji na stopničkah. Peter je že omenil, da ste kar nekaj dobrega naredili v Poju, kjer vas čaka letos svetovno prvenstvo. Kako si ti zadovoljna z temi pripravami, s katerih ste se jih vrnili? Jaz osebno sem ful uživala, sem šla še en teden pred ostalimi, zato ker po zimi nisem šla v Alain na priprave in sem imela to možnost, ker sem imela še budžet in ne vem, uživala sem, probala sem izkoristiti vsak trening in spoznati progo čim boljš in to je to. Zdaj, proga v Poju očitno ti ustreza, če uživaš na njej, glavna tekma sezone bo vendarle tam. Ja, bolj kot divja voda, bolj mi je všeč osebno. Je pa tako, da je kar težka, tako da je potrebna dosti treninga in je dosti v bistvu nekih elementov, kjer ti lahko vzame čas, tako da je pametno dobro spoznati progo in zato sem tudi šla toliko časa prej. Hvala. Če ima kdo slučajno zdaj kakšno vprašanje, sicer vam bodo vsi na voljo tudi potem. Zdaj ima pa predsednik Kajakaške zveze Andrej Ribič verjetno zelo prijetno nalogo. Hvala. Ja, zelo prijetna naloga je, glede na to, da je letos olimpijsko leto, so rezultati imenitni, perfektni, zato bi vsem še enkrat čestitil za vse, kar ste doslej dosegli in tudi, kar boste dosegli kasneje. Lepo je videti, da imamo tudi, kot se vidi, dober podmladek, da prihajajo generacije, ki bodo v budućnosti prevzele vse breme, ki imajo sedanji tekmovalci, s tem pa ne mislim, da bodo sedanji nehali, ampak jasno, to so več let naprej. Pa še nekaj je opaziti, da so zelo uspešne postale konce. Upam, da bo šlo tako naprej. Da je kar, ne vem, če je bilo že katero leto v primerjavi s fanti tako uspešno, ne poznam te statistike. Totalno smo jih porazili. Čakaj, da je zona še nekako. Tako da bi svoje narediti, za enkrat ne punce rešuje. Tako da, vsem tako naprej. No, zdaj v koncu te novinarske konference bi jaz Andreja prosil, da še upravimo en del tak bolj prijeten, ker po Evropskem prvenstvu Tacnu so sladomisti tako odšli na tekme svetovnega pokala, tudi po Evropskem prvenstvu v Plovdiju še nismo imeli priložnosti se Špeli pa Ani malo zahvaliti za kolajne, ki sta jih osvojile.
tako da bi Andreja prosil, če zdaj tukaj podeli vsakmu od nosilcev kolajn iz Evropskega prvenstva v Tačnem in pa iz Plovdiva eno darilo. Gre za vrednostne bone podjetja Slovoč, ki bo podelil, mislim, ki daruje ure nosilcem kolajn z obeh prvenstev. Tako da noter imate tudi navodila, ker so vrednostni boni in še dodaten popust, ki ga podjetje Slovoč podarja vsem dobitnikom kolajn. Pa bi prosil kar Uršo, ki je tukaj najbližji, da bo slikati. Eva, bo tako povrte, podaži ven. Luka. Že ti se kaj poprav. Majda pa Beli. Bravo. Tak. Hvala. Še Špela Banja. Uradni del smo s tem končali, tako kaj Nina na začetku rekla, da je namen današnjega dne tudi malo druženja, zato smo na barki tudi pripravili, da nam je gostil Ljubeno tudi spekel, ali pa bo še spekel kakšen čevapčič, na koncu imamo še torto za uspehe, ki smo jih dosegali, tako da ste zdaj vabljeni tudi dol na barko, seveda pa novinarji, tisti, ki imate namen še kakšne individualne intervjuje s tekmovalci in narediti, seveda so vam na voljo. Najprej bi pa prosil še vse dobitnike kolajn, ki ste dobili nagrade od Slovoča, če lahko gor pri transparentu od Slovoča, tam na balkon, na podestu naredimo še eno sliko, da se lahko tudi njim bolj zahvalimo. A lahko tudi eno skupinsko od celotne ekipe naredimo? Ja, lahko se pravi. Malo več prostora. Bomo šli.